Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Spoštovani gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer, da jih bomo lahko še naprej predvajali za vas, in kakšne čudovite stvari je storil Bog v naših življenjih na naslov. Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor. Naročila za DVD ali knjigo sprejemamo na telefonsko številko 064 118 001. Več o delu Joyce Meyer najdete na njeni spletni strani www.joycemeyer.org. Vabljeni k ogledu. Koliko zmešnjav smo naredili v življenju s svojimi usti? In to samo zato, ker smo hoteli izreči, kar smo pač mi hoteli reči. Nič ni težjega nadzorovati, kakor svoj jezik. Noben človek ne more krotiti jezika, pravi Sveto pismo. Rekli boste, če ne morem krotiti svojega jezika, kakšen je potem smisel, da me to učite? Dejstvo je, če hočete, če si resnično želite delati, kar je prav, uporabljati svoj jezik za Boga, če molite za to in o tem premišljujete, potem bo Bog napravil to, kar mora biti narejeno. Vendar nikar ne mislite, da lahko naredite odločitev, greste domov, ves čas močite in se bo kar vse samo uredilo. Sama sem znova in znova šla skozi podobno izkustvo in je v resnici bilo veliko slabše kot poprej. Mi tega ne moremo spremeniti z deli mesa. To lahko spremenimo samo tako, da pustimo Svetemu Duhu delovati v vašem življenju, da nam prinese spremembe, ki jih potrebujemo. Med vami in Bogom je partnerstvo. Tega ne morete storiti brez njega, kajti če to poskušamo, si moramo nekaj izposoditi. Posebej danes sem hotela govoriti o besedah in kako te vplivajo na posvetitev v vašem življenju ali kako vplivajo na moč in prisotnost Boga v vašem življenju. Veliko let sem hodila v cerkev in nikoli nisem nič slišala o Božji moči. Nikoli nisem slišala besede posvetitev. To je žalostno, kajti Sveti Duh prinese Božje posvečenje v naše življenje. In ta posvetitev, ta moč, prisotnost Boga v našem življenju je eden najbolj cenjenih darov, ki jih imamo. Prisotnost Boga v vašem življenju, moč Boga v vas in na vas, za vse, kar morate storiti, je najbolj cenjena stvar, ki jo imate v svojem življenju in jo morate ohraniti. Vi morate spoštovati Božjo moč v sebi, jo varovati, častiti in jo ohranjati. En način, kako lahko zelo škodujemo tej čudoviti posvetitvi, je, v svojem življenju ustvarimo zmešnjavo. Slavimo Boga v cerkvi, pojemo vse tiste pesmi, citiramo Sveto pismo in ga poslušamo, nato pa gremo ven in obrekujemo ljudi, smo obsojajoči, kritični, negativni, godrnjavi in skeptični ter izrečemo vse vrste dvomov. Ali mi še sledite? Mi se moramo odvaditi zmešnjave. Vi izrečete nekaj dobrih stvari in moč se bo začela povečevati v vašem življenju. Nato izrečete nekaj negativnih stvari in se zmanjša in gre nazaj na nulo. Morate biti dosledni v izrekanju, kar vam Bog govori. Ne moremo izreči vsega, kar hočemo reči, ampak se moramo učiti govoriti, kar Bog govori. Ni važno, kako se nam to zdi nemogoče. Ko prebiramo Božje obljube v Svetem pismu, je samo ena stvar, ki jo hoče slišati. Strinjam se s teboj, Bog. Če ti rečeš, da to zmoreš storiti, potem verjamem, da to zmoreš storiti. Verjetno je nemogoče za človeka, vendar vse stvari so mogoče za Boga. Naučiti se moramo strinjati z Bogom.
Nekateri izmed vas obiskujete cerkev teden za tednom, gledate moj program, celo pridete na predavanja, vendar vi tako zelo potrebujete, da Bog deluje v vašem življenju. Vi celo to želite, vendar vam jaz lahko povem le svojo izkušnjo in vas ne želim žaliti. Želim vam pomagati. Vi se poskušate poglaviti s svojim jezikom. Nič ne pomaga, če samo poslušate nekoga, ko to izreče. Vi se morate naučiti izreči, kar vam Bog pravi. To je ves smisel poslušanja Božje besede in da se naučite izreči, kar Bog pravi. Božja beseda, izrečena na glas v veri, je najpomembnejše in najmogočnejše orožje zoper sovražnika. Če hočete premagati hudiča, se morate naučiti izrekati Božjo besedo. Da ne govorite, kar čutite, ne govorite, kar mislite, ne govorite, kar vam ljudje pravijo, ampak Božjo besedo. Vsakdo lahko ima Božje obljube izpolnjene v svojem življenju, če se le nauči, kako se strinjati z Bogom. Da naredite to, kar vam Bog pravi, storiti in izreči, kar vam Bog reče. Amen. Pregovori 18:21 vrstica. Smrt in življenje sta v oblasti jezika. Pogledali bomo ta sporočila nekoliko bolj natančno v drugih odlomkih. Danes bom nekako postavila temelj in vam bom govorila o posvetitvi našega življenja in pomembnosti, da obdržimo to posvetitev. Mislim, da je danes problem v precejšnjem številu ljudi, da niti ne vedo, kaj pomeni posvetitev. Kristus je posvečen. To pomeni beseda Kristus. Jezus je posvečen in posvečuje. Božja moč. Sveti Duh je bil poslan, da predstavlja Jezusa, ko je sam odšel v nebesa, da sede na Božjo desnico. On je v Božji prisotnosti. Ko čutimo Božjo prisotnost, ko pojemo te čudovite pesmi, je Sveti Duh med nami. Ko čutite in občutite Božjo moč na sebi, da storite, kar morate storiti, je Božja prisotnost prišla v vaše življenje, da vam pomaga in vas usposobi storiti, kar morate storiti. Bolj, ko se strinjate z Bogom, več moči boste dobili v svojem življenju. Poglejmo Evangelij, Luka, prvo poglavje, 11. vrstica. In prikazal se mu je Gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel, ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. On je molil k Bogu za nekaj. In sedaj, ko mu Bog pove, da bo to dobil, ne more verjeti Bogu. Ali ste kdaj molili za nekaj in ko ste to dobili, ste rekli, tega ne morem verjeti? Zakaj potem mi molimo, če ne pričakujemo in verujemo Bogu, da to naredi? Tvoja prošnja je bila uslišana in tvoja žena Elizabeta bo rodila sina. Dajmo ime Janez. Veselje in radosti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojnih pijač ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen Svetim Duhom. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil Gospodu, njihovemu Bogu, in on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov kot rokom nepokornih, potrosti pravičnih in ustvari za Gospodo pripravljeno ljudstvo. Sedaj bi moral Zaharija, ko je slišal ime Elija, skakati od veselja in se veseliti. Hvaljen bodi Gospod. Prosil sem samo za otroka, sedaj bom pa dobil posebnega, čudovitega, slavnega. 17. vrstica. On sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov kot otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo. Z Elijevim duhom, torej on, ki je govoril o rešitelju in jih bo vodil k modrosti pravičnih, kar je znanje in Božja ljubezen ter njegova volja. On mu je rekel, ta tvoj sin, za katerega si molil, bo predhodnik odrešenika. Pred njim bo šel in mu napravil pot. Zaharija je rekel angelu v 18. vrstici, po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je že v letih.
Torej, on je molil za otroka in je mislil, da je prestar, da bi ga še imel. Misli, da je njegova žena prestara. Poglejte, kaj se zgodi. Jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in te sporočim to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile ob svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo. Vendar moje besede se bodo izpolnile v določenem času. Torej, Bog je nadnaravno zaprl Zaharijeva usta in sama se ne bi pritoževala, če bi nekaj takšnega doživela. Amen. To je moral storiti, da se njegov načrt uresniči v njegovem življenju. Otrokovo rojstvo je bilo tako pomembno, ker je bil predhodnik Mesija. Angel mora ugotoviti iz Zaharijevega odgovora, da tam ni veliko možnosti, da bi ta človek kaj veliko sodeloval z Božjim načrtom in zaradi tega mora Bog zapreti njegova usta. Jaz se čudim, koliko čudovitih stvari je Bog pripravil in koliko stvari je Bog pripravil prav sedaj, če ne bi bili na tem predavanju. In skrbi me, kako smo mi kaj zamešali, kajti zagotovo bi bili tako nespametni, da bi izgovarjali besede, ki jih ne bi smeli izreči. Vendar hvala Bogu, ker ste prišli na predavanje in Bogu ne bo potrebno nadnaravno zapreti vaših ust. Naučili se boste. Mi še sledite? Koliko izmed vas to razume? Prepričana sem, da bi morala takoj utihniti, da tole dokončam. Naše besede so tako zelo, zelo pomembne. Vse v Svetem pismu je pomembno, vendar so nekatere stvari, ki izstopajo. Moč naših misli je zelo pomembna, ker naše misli postanejo besede. Vse to učenje, ki ga imamo preko televizije, so 3 področja, na katera se ljudje najbolj odzivajo. Jezik, misli in čustva. Mi vsi vemo, da nam prav ta področja delajo največ težav. Je bojno polje. Vaše misli so tiste, kjer vas Satan napade. Kaj je v vašem srcu, kaj je v vašem umu, se izraža z jezikom. Tako je čisto naravno, da poskuša Satan postaviti napačne misli v vaš in upa, da boste izrekli napačne stvari. Mislila sem celo o zaklinjanju. Naslednjič bom nekaj o tem tudi govorila, kako mogočna služba je spodbujanje ljudi in kako obupno to danes potrebujemo. Veste, ko me ljudje srečajo na cesti, dobim velikokrat pohvale, vendar, če se prav spomnim, skoraj vsaka oseba, ki bi rada izrazila pohvalo, začenja z nekaj takšnega. Vem, da verjetno vedno slišite tole, vendar. Veste, kaj sem se danes mislila? Verjamem, da je tudi to čisto jasen primer, ko Bog nekomu vtisne v srce ohrabritev in sovražnik takoj pristavi svojo misel. Ona sliši te stvari kar naprej, ona ne želi slišati tega, kar hočeš reči. Moramo biti zelo previdni, da ne dopustimo hudičev govoriti, ko Bog hoče nekaj storiti v našem življenju. Bodite pozorni, kaj govorite in kaj mislite. Luka 10:19. Glejte, dal sem vam oblast. Ne pravi, da nam bo dal, ali da bi vam mogoče dal. Dal sem vam vso oblast. Vsakdo, ki je Božji otrok, vsakdo, ki sedaj gleda televizijo, ali mogoče drugače posluša. Kajti, če ste Božji otroci, imate avtoriteto in moč. Bog vam je to dal. Dal vam je oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. To je fizična in mentalna moč in zmožnost, ki jo sovražnik poseduje in nič vam ne bo škodovalo. Zagotovo sedaj nekateri mislijo, dobro, če ima Bog tako veliko moč, zakaj je moje življenje zmešnjava? Zato, ker vi tako zelo hitro uničite Božjo moč v svojem življenju. Lahko jo potlačite, ovirate, ko govorite stvari, ki niso v skladu z Božjim načrtom in Božjo voljo za vaše
življenje. Bog nas je že oskrbel. Poslušajte me, Bog nas je oskrbel v notranjosti, v našem duhu, z vsakršno posamezno stvarjo, da lahko živimo zmagovito življenje. Prav vse. Ko ste ponovno rojeni, je v vas Božje seme. To pomeni, da ste noseči z vsem, da je Bog v vaši notranjosti. Ko žena postane noseča, je moško seme v njej in otrok raste, raste in raste, se razvija ter končno rodi. To se zgodi, ko prejmemo Kristusa, dobimo seme mira, seme pravičnosti, seme veselja. Vse prihaja k nam v podobi semena. In ko ga zalivamo z vodo Božje besede in dopustimo Svetemu Duhu, da deluje v našem življenju, da bi izkoreninili plevel iz svojega življenja, rastemo in rastemo in rojevajo se te čudovite stvari, ki jih je Bog vsadil v naša življenja in postane naše izkustvo. To je veliko bolje, kot da bi samo brali o nečem. O ničem. Bolje je to izkusiti. Ali me razumete? Vam ni niti potrebno moliti za mir. Imate mir. Moliti morate, da boste znali hoditi v miru, ki ga imate. Vam ni potrebno, da bi vzdihovali, potrebujem veselje. Recite, ne, Bog, verjamem, da je tvoje veselje v meni. Uči me, da ne bom odnehala biti vesela. Uči me, da ne bom dopustila Satanu, da mi ukrade srečo. Ni nam potrebno moliti za nekaj, kar že imamo. Naučiti se moramo to uporabljati. Ni potrebno moliti, Bog, daj mi moč. Recite, verujem, da imam v sebi moč. Strinjam se s teboj. Verujem, da imam moč v sebi. Nauči me samo, da bom hodil v tej moči. Čudili se boste, kako se boste čutili različno, če boste samo začeli misliti in govoriti o tem, kar imate. Postali boste nekako, imam moč, wow, posvečen sem, imam zmožnosti. Namesto da hodite okrog in pravite, dobene moči nimam, nihče me ne ljubi, nimam veselja. Dajte no, preveč veselja imamo ta konec tedna. Moč življenja in smrti je v jeziku. Vi lahko spremenite svojo prihodnost, ko se naučite, kako izreči Božjo besedo. To je zelo pomembna stvar za vas, da jo slišite. Vi imate moč, vendar kje sploh je? Bog hoče povečati moč v vašem življenju. On hoče preizkusiti več te moči. Hoče, da hodite v polnosti posvečenja, ki ga imate. Poglejmo v Jakobovo pismo. Prvih 10 vrstic lahko prebirate vsak dan in se vsakič nekaj naučite iz njih. And never stop learning something about what it says. Moji bratje, med vami naj ne bo veliko učiteljev, ker veste, da bomo strožje sojeni. Naj ne bo tako imenovanih samopostavljenih ocenjevalcev in nadzornikov, kajti mi bomo imeli večjo odgovornost in strožjo obsodbo. Mi hočemo povedati drugim, kaj naj delajo. Hočem vam povedati, da se kar ustrašim tega odlomka. Druga vrstica pravi, marsičem namreč vsi grešimo. Če pa kdo ne greši z besedo, je popoln mož in zmožen obrzdati vse svoje telo. Pravzaprav hoče povedati, da vsakdo, ki je zmožen kontrolirati jezik, je dovolj zrel in duhoven. Vi lahko določite, kam nekdo spada, če ga le poslušate. Ne v cerkvi. Ne samo v cerkvi. Kajti tam je vsakdo duhoven. Ampak v vsakdanjem življenju, ko se nekaj ne zgodi tako hitro, kot bi želeli, ko je kdo razdražen ali vznemirjen, med vami naj ne bo veliko učiteljev. Učitelji so takšni, kot sem jaz, potem so šolski učitelji, profesorji, očetje in matere učijo svoje otroke.
Vendar, če smo čisto pošteni, mi v resnici želimo povedati vsakemu, kaj naj on stori. Če ste dovolj drzni, da poskušate nekoga nečesa naučiti, potem Sveto pismo pravi, da je bolje za vas, da to živite. Kajti tisti, ki želijo učiti druge, se od njih več zahteva in večji opomin bo prišel, kakor na nekoga, ki tega ne počne. Naj vam povem zgodbo. Kar sem ugotovila, in to se nanaša na vsako področje, da ne sodim nikogar tako kritično, kakor tistega, ki počne ravno to, kar sama počnem, da razlagam Božjo besedo. Najslabše bi bilo, če bi slabo govorila o nekom drugem, ki poučuje Božjo besedo. To je podobno, kot če ste pevec, potem je najslabše, če kritizirate drugega pevca. Veste, ni mi všeč njegov glas, mislim, da ne zna peti, bolje bi bilo, da ste bolj previdni. Zmešnjavo delate. Pred mnogimi leti, preden sem se pridobila modrost, ki jo imam sedaj, sem tudi sama napravila dovolj napačnih stvari v svojem življenju. Tako sem začela misliti, da bi bilo končno veliko lepše, če bi se naučili, da ne točimo toliko po drugih. Kaj mislite? Koliko zmede ste povzročili v svojem življenju s svojim jezikom? Samo zato, ker smo pač hoteli izreči, kar smo hoteli izreči. In kaj dobrega ste s tem storili? Mislim, izgubili ste prijatelje, izgubili ste delo. Vse to je pomembno, vendar naj vam nekaj povem. Najbolj pomembno je, da ste začeli z zmešnjavo, s posvečenjem v vašem življenju. Bog posveti svoje ljudi za velike stvari, zelo velike. In za karkoli ste posvečeni, se Bog hoče, da ste odlični v tem. Če ste starši, potem bodite imenitni starši. Če imate podjetje, potem bodite imeniten poslovodja. Če bom postala razlagalka Božje besede, potem hočem biti najboljša, kot sem lahko. Nočem biti nekaj povprečnega, nekaj srednjega. Za Boga hočem biti najboljša, kot sem lahko. Amen. Torej, vi lahko storite nekaj na pol, nekaj takšnega, kot je mogoče ali približno, lahko pa sodelujete z Bogom in postanete najboljše, kar morate biti. Sama zase vem, da ne delam vse tako rada. Tukaj stojim in govorim ure in ure. In če ne bi bila posvečena, ne bi noben poslušal. Podobna sem Pavlu. Ne prihajam z govorniško spretnostjo, ampak imam moč Svetega Duha v svojem življenju. V vseh teh letih sem se naučila stvari, ki bodo povečale moč posvečenja in stvari, ki jih lahko storim škodo temu. Božje posvečenje je dragoceno. Plačujete ceno za močno posvečanje v svojem življenju. Veselo znanilo je zastonj. Prisotnost Svetega Duha v vašem življenju je zastonj. Vendar, če boste hoteli imeti zelo močno prisotnost Boga v svojem življenju, potem morate hoditi po ozki poti in ne po široki cesti, ki vodi k razpravljanju in oporekanju. Dajte no. Vsi smo upravičeni po milosti, vendar milost ni za izgovor, da živimo razpuščeno življenje. Milost opraviči grešnike, ne opraviči pa greha. Tu so stvari, ki jih storimo s svojim jezikom in bomo podvrženi grehu. Preden zaključim ta sklop predavanj, vam bom pokazala, da je godrnjanje greh. Ne samo, da imate slab dan in lahko rečete karkoli hočete. Greh je. V Svetem pismu vam lahko pokažem, da ko to storimo, odpremo v svojem življenju vrata sovražniku. Kdo more preživeti en dan, ne da bi godrnjal? Tole more postati za vas najbolj pomemben del učenja, ki ste ga kdajkoli slišali, če si boste le vzeli k srcu in strali v študiju in premišljevanju. Vi boste prišli domov in se rekli, Bog, moram napraviti iz tega cel tečaj.
Molila bom in premišljevala. Naučila se bom odlomke. Poudarili bomo vsak odlomek, ki ga boste našli v pregovorih, ki govorijo o jeziku in besedah. Dovolj enostavno je, potem ko imate vse izreke podčrtane, da vsako jutro prelistate pregovore, najdete 15 ali 20 izrekov, da osvežite moč besed. To stvar potrebujemo. V začetku nisem vedela dovolj, da ne bi govorila o drugih pridigarjih. Brez dvoma, vsakeč, ko govorimo o komorkoli na neprijazen način, to storimo zaradi ponosa. Vi veste to, a ne? Dovolite, da sedem in poskušam še enkrat. Vsakeč, ko govorimo o kom drugem v neprijaznem, kritičnem ali obsojajočem tonu, to storimo zaradi ponosa. Kajti mi ne bi storili tega, če ne bi mislili, da smo boljši od njih. Zame je bolje, da se ta teden čim več smejem. Ali ni tako? Mislim, da tega ne bi storili, če si ne bi mislili, da smo nekaj boljši od drugih. Po mnogih merilih nekateri najbolj pomoči potrebni otroci na svetu živijo v okolici mestnega smetišča Phnom Penh v Kambodži. Več kot 1000 otrok, mnogi med njimi so sirote, brskajo dan in noč po smeteh, da bi našli reciklirne materiale, ki bi jih lahko prodali za nekaj drobiža. Tisti, ki niso sirote, kot na primer 13-letna Soa Buna, morajo delati na smetišču, da pomagajo preživljati družino. Podnevi punčka pomaga mami prodajati kuhano koruzo, zvečer pa išče po novih smeteh, ki jih kamioni vozijo iz mesta. Začeli smo s projektom mobilne prehrane. Naš avtobus nudi brezplačno kosilo, tuširanje in osnovno izobraževanje otrokom, ki živijo in delajo na smetišču. Brez teh avtobusov bi imela Soa le malo upanja za izhod iz tega žalostnega stanja. Za njo avtobus s kosilom ne pomeni samo obroka hrane, ampak ji dovoli sanjati, da bo nekoč postala učiteljica. Sedaj obstaja novo upanje za njo in njeno družino za boljšo prihodnost. Želim se učiti, da bom lahko pomagala svoji družini. Dragi gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer in kakšne čudovite stvari je storil Bog v vašem življenju na naslov Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor ali e-mail info@exodus.si. Naročila za DVD in knjigo sprejemamo na telefon 064 118 001. Predvajane oddaje so na ogled v arhivu naše spletne strani www.exodus.si. Hvala za pozornost in Bog vas blagoslovi. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.